Če imate platformo, spletne učilnice na platformi Teachable ali pa Thinkific, ne spregledajte te opcije, da imate tudi možnost communityja oziroma spletnih skupnosti. To je nekako, bom rekla, alternativa klasičnim skupinam na socialnih omrežjih, vam pa res prinese, bom rekla, dodano vrednost za vas, ker imate vse pod eno streho, oziroma za udeležence, ker imajo vse pod eno streho. Zdaj, tole je primer communityja recimo na Thinkificu, je mečkan tak vizualno, osebno mečkan lepši, kot recimo na Teachable, ampak tukaj lahko recimo naredite različne prostorčke in različnim prostorčkom omogočate, različnim udeležencem omogočate prostor do različnih prostorčkov, to se pravi do različnih prostorov, medtem ko recimo na Facebooku, v communityju, torej v spletni skupnosti na Teachable, je mogoče mečkam bolj tak težek pogled, oziroma ni najlepši dizajn, imate pa opcijo recimo tudi narediti prostorčke oziroma kategorije. Jaz imam takole recimo kategorije obvestila, pa kategorije, kjer nudim podporo mojim članom spletnega huba, pa kategorijo, kjer objavljam, bom rekla, neke te dnevne, te hitre nasvete in tako naprej, in je potem tudi prostor tukaj, lahko določam pa rečem, v obvestila, v rubriko obvestila lahko objavljam samo jaz, ljudje pa oziroma ostali pa lahko sprašujejo. Recimo medtem, ko v rubriko spletni hub podpora lahko objavljajo oziroma postavljajo vprašanja tudi udeleženci. Ravno tako naštimam nivo, ne. Recimo orodjarno pa mini e-predavanja v moji akademiji vidijo vsi udeleženci, ki so na moji platformi, torej tudi mogoče v nekih brezplačnih programih, medtem ko recimo imam spletni hub recimo samo rezerviran za tiste, ki so vpisani v točno določenih učilnicah. Tako da ista varianta, torej tudi tukaj na Thinkificu, določa se torej lahko nivo, kaj kdo gleda, kje lahko kdo kaj objavlja, noter pa v bistvu so vsebine lahko na enak način, kot jih gradimo recimo na socialnih omrežjih.